Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji na Zoomu. 10 medijskih hiš je bilo preklopljenih na Zoom pred nekaj trenutki, preden smo začeli. Profesorica doktorica Mojca Matičič, vodja vladnega klicnega centra za informacije o koronavirusu, ekipa Ukoma, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, občanke ter občani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Najprej opravičilo za zamudo. Tehnični in vsebinski razlogi so, da nekoliko zamujamo, ampak razumeli boste skozi to današnjo tiskovno konferenco. Vikend, ki je za nami, je razkril, da trenutne razmere še naprej ostajajo zelo zahtevne. Preden natančneje pogledamo zadnje epidemiološke podatke, želim v imenu vlade, zdravnikov in ostalega zdravniškega osebja, epidemiologov ter vseh ostalih, ki se vsakodnevno ukvarjamo s posledicami epidemije, prav vse pozvati, da v naslednjih dneh, če je to le mogoče, ostanete doma. Le s strogim omejevanjem medsebojnih stikov bomo lahko zmanjšali verjetnost prenosa okužb in obrnili krivuljo širjenja virusa navzdol. Morda se vam zdi, da pretiravam, ampak sam prihajam iz Gorenjske regije, kjer so trenutno razmere najslabše. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju, ki v največji meri obdeluje prav teste iz te regije, je bilo včeraj kar 43% vseh opravljenih testov že pozitivnih. V teh resnično težkih, zahtevnih razmerah, ki se spreminjajo iz dneva v dan, žal v tem trenutku trendi še vedno ne gredo na boljše, torej se število okuženih še vedno ne zmanjšuje. Časa za to, da bi čakali do trenutka, ko bodo zagrabili že sprejeti ukrepi, pa ni. Čez vikend se je v bolnišnicah zdravilo že več kot 500 ljudi. Prosim, da objavite tale telop. Več kot 500 ljudi, 70 jih je potrebovalo intenzivno nego. To so številke, ki so za naš zdravstveni sistem res velik izziv. Tukaj zdaj vidite ta načrt ukrepov za drugi val za COVID-19. Če pogledate skrajni desni del telopa, boste spodaj videli tretji paket, piše 360 postelj zasedenih, 60 ljudi na intenzivni negi. Prvi ukrep piše omejitev gibanja med občinami. Torej, manevrskega prostora v tem trenutku žal ni več. Vlada se je v preteklih tednih trudila, da bi sprejeti ukrep čim manj, da bi ukrepi čim manj posegali v naša življenja, a žal v danih razmerah to zdaj ni več dovolj. Če želimo ustaviti hitro naraščanje bolnih in hudo bolnih ter poskrbeti za to, da bo naš zdravstveni sistem ob pričakovanih še večjih obremenitvah deloval, da bodo bolnišnice lahko sprejemale povečano število bolnikov, mora vlada sprejeti hitre in odločne ukrepe. Zdravje mora biti na prvem mestu. Vladi zato ni preostalo drugega, kot da ravna v skladu z načrtom ukrepov za drugi val COVID-19 in uveljavi enake, a bolj stroge ukrepe, ki jih ta načrt predvideva. No, zdaj pa poglejmo statistiko. Delež pozitivnih testov med vsemi opravljenimi se povečuje. V petek je znašal 27,99%, v soboto je bilo pozitivnih že 28,99%, torej 29% vseh testiranih, včeraj pa žal že 30,30%. Včeraj je bilo ob opravljenih 3682 testih potrjenih 1116 novih okužb. Testov je bilo manj, okuženih je manj kot prejšnje dni. Bolnišnično oskrbo danes potrebuje 523 oseb, včeraj še 508. 82 pa jih je hudo bolnih in potrebujejo intenzivno nego, kar je že 11 več, kot je to bilo še včeraj. V bolnišnicah je umrlo 7 oseb, na podatke o morebitnih smrtih v domovih starejših občanov
ali drugih lokacijah pa še čakamo. Zdaj pa poglejmo nekaj grafov. Prvi graf prikazuje število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100.000 prebivalcev za posamezne evropske države v 4 različnih intervalih od 9. avgusta do 25. oktobra. Vidite, da število okuženih še vedno zelo narašča. V primeru Češke je število okuženih v dvotedenskem intervalu že doseglo 1284, v Belgiji 1202. Če pogledamo Slovenijo, je Slovenija v tem trenutku na 5. mestu s 549 okuženimi v dvotedenskem obdobju. Poglejmo naslednjega. Število okuženih v Sloveniji v posameznem dnevu, torej to so podatki še za včeraj, današnjih številk še nimamo prikazanih na tem grafu, ampak kot rečeno, včeraj je bilo manj testov, zato je številka tudi nekoliko nižja. Torej, zadnja številka, ki jo imamo tamle gori kot zadnji podatek, je 1675. Gremo na naslednjega. Torej, to so pa zdaj primerjave, kako je to videti v zadnjih 14 dneh. Kot smo že povedali, 683 je naša incidenca, 683 okuženih na 100.000 prebivalcev. Na Hrvaškem je ta številka v tem trenutku še nekoliko nižja, ampak tudi oni so zdaj že presegli, imajo več kot 2000 okuženih na dan, številke pri njih strmo rastejo in vlada sprejema oziroma njihov stožer sprejema vsak dan nove ukrepe. Njihova incidenca je 386,89. No, omenil sem, da so na Gorenjskem razmere zelo slabe. Število na novo okuženih v posameznem dnevu na Gorenjskem strmo narašča, torej 402 okužena na dan. To so za to relativno majhno pokrajino majhni zneski ali pa majhni seštevki. Če pa to preračunamo na 100.000 prebivalcev, pa vidimo, da smo v tem trenutku že na 1277 okuženih v zadnjih 14 dneh. To so zelo visoki deleži in Gorenjska tukaj zelo odstopa. Imamo še pregled posameznih občin Gorenjske regije, kjer vidite, da so najslabše razmere glede na število prebivalcev v Železnikih. Če bi delali to primerjavo, na 100.000 prebivalcev bi to bilo 2128 okuženih, ampak seveda v Železnikih ni 100.000 prebivalcev, samo statistična primerjava vam pokaže, kako so obremenjene občine na Gorenjskem, kakšna je njihova incidenca. Samo Jezersko, ki je alpska dolina izolirana od drugih, je v tem trenutku še na 320, najvišja v Železnikih pa že 2128. Preden gremo na regije, pa še ta podatek, če gremo malo nazaj na Gorenjsko, takole. Število okuženih v občini Škofja Loka je bilo včeraj 68, kar je na primer še več, kot jih je bilo v Mariboru, kjer je bilo samo 51 okuženih. Če primerjate Maribor in Škofjo Loko, potem vidite, kakšna je dimenzija oziroma okuženost. Kot ste videli, je najbolj obremenjena občina Železniki s 35 okužbami, kar govori o veliki razširjenosti virusa v Sevški dolini. Žal pa tudi v Poljanski dolini, kjer je bilo v občini Gorenja vas Poljane včeraj okuženih 29 ljudi, v Žireh pa 12. Jesenice so imele včeraj 44 okužb, Kamnik 43, Kranj, če smem reči, le 36. Zdaj pa gremo na naslednji graf. Število na novo odkritih okužb v zadnjih 14 dnevih na 100.000 prebivalcev v posamezni slovenski regiji. Na 24. oktober imamo
Gorenjsko daleč pred drugimi, sledi Koroška z 808 okuženimi na 100 tisoč, potem pa osrednje Slovenska, Savinjska, jugovzhodna Slovenija in tako navzdol, vse do obalno-kraške regije, ki je bila še pred nekaj dnevi oranžna, zdaj pa ima 277 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. In še podatek o smrtih, število smrtnih primerov. Tukaj imamo primerjavo s celo Evropo. Poglejte, Slovenija tam malo bolj desno od sredine, med Malto in Portugalsko, ima 1,9 smrti na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Češka, ki je na prvem mestu, ima kar 10,2 mrtva na 100 tisoč prebivalcev. To je pomemben podatek, ki govori bolj o tem, da ne glede na hude obremenitve, naš zdravstveni sistem še vedno deluje in deluje učinkovito. Mislim, da je to zadnji slajd. Kot že rečeno, je vlada včeraj na dopisni seji sprejela odločitev o omejitvi gibanja med občinami, kot to predvideva načrt ukrepov za drugi val COVID-19. V skladu s tem načrtom je bila na predlog svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje mejnik za sprejetje tretjega paketa rdeče faze oziroma razglašene epidemije postavljen pri 360 zasedenih posteljah v bolnišnicah in 60 zasedenih posteljah na intenzivni negi. Oba mejnika smo žal ta konec tedna že presegli. Vem, da ste ob tej temi pričakovali nastop ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, a ga danes z nami ne bo. V njegovi ožji ekipi sodelavcev je bila namreč potrjena zjutraj okužba s COVID-19. Prvo testiranje ministra Hojsa je bilo negativno, preiskave nadaljujejo, bo pa ostal v samoizolaciji, dokler ne bo možnost okužbe v celoti izključena. Morda bo možnost v celoti izključena že danes.